Tako pa smo skoraj že pri koncu še enega petkovega infodroma in ta je nažalost zadnji v tem šolskem letu. Kar težko je. V tem šolskem letu je bilo pestro. Pojasnevali smo ozadja domačih in tujih dogodkov. Večkrat pa ste nas sami prosili, naj vam kaj razložimo. 11-letni Luka nas je na primer prosil, da mu pomagamo pri učenju. Poročali smo o dobrih in slabih novicah. Vi pa ste nam večkrat poslali pozdrave ali celo zapeli pesmico kot tile osnovnošolci iz Ljubljane. Povedali ste nam, kaj menite o aktualnih dogodkih doma in po svetu, ter da vas zanima, kako živijo vaši vrstniki na drugem koncu planeta. In to željo smo vam tudi izpolnili. Vedno pa nas je zanimalo, kaj si o naši in vaši oddaji mislite vi. Zato smo vas in ostale pomembne osebe vprašali za strokovno mnenje. Zelo kul je zato, da še mi vemo več o svetu, mladi pa je tudi zelo poučno, nam je lažje, razumljivo. Ja, tudi odrasli mogli gledati Infodrom. Moram priznati, da sem tudi sam kdaj tako gledal Infodrom in si mislil, avlej, oni pa znajo tako razložiti, da je vsem jasno, kakšna stvar, ne, medtem, ko gledaš tiste v te velike dnevnike, ki komplicirajo. Mladi moramo imeti svoja poročila, zato da lažje razumemo stvari, ki se dogajajo okoli nas, da sploh vemo, kaj se dogaja okoli nas in zato, da lahko tudi preko njih kaj sporočimo starejšim, da se sliši naš glas. Infodrom je zame bolj zanimiv kot poročila za odrasle, ker vse bolj razumem. Veš, kaj se dogaja okoli sveta v Sloveniji, nasplošno v politiki, naprimer, vse na lahek način sodobno narejeno. Mislim, da je Infodrom en tak super projekt, tudi jaz, kadar pridem prav čas domov, ga gledam in je res fajn, tako da jaz vam želim veliko uspeha, tudi v prihodnje. Imejte se fino in radi, vedno. Uživajte, karkoli že počnete. Izkoristite poletje in vedno ostanite odprtih oči. Oktobra nas spet gledajte, vsak dan bomo tu s svežimi informacijami. In ne pozabite, Infodrom drvi naprej.